gledališču 5 do pol, ki deluje v okviru kulturnega društva Ivančna Gorica, v spredje postavljajo predvsem komedije. Ta zvrst je namreč ljudem bližja, sodeč po obiskanostih njihovih predstav, menijo tamkajšnji gledališčniki. Tako se zdaj predstavljajo s francosko komedijo Dohodnina, ki jo je prevedel Aleš Berger, priredila in režirala pa Marjana Hočevar. Mladi poslovnež je dal lažno davčno prijavo. Zakaj? Ker se je nekoč računalnik zmotil v njegov prid in je kar nadaljeval in na koncu je imel kar 6 otrok, 2 ženi, bolno mamo, hromo, za katero je skrbel. In davčna inšpekcija je nekako odkrila, da ne gredo njegovi prihodki z odhodki, se ne sklada in kaj zdaj, ga preiskuje, na koncu odkrijejo to prevaro, ampak vse se pomete pod preprogo, ker, ne smem se izdati. To ni komedija na prvo žogo, ampak je malo globjega pomena. Zato tudi ni en tak huronski smeh, je bolj pritajen, tle noter se lahko vsakdo najde. Mislim, da bi lahko rekli, da je marsikdaj kaj pogoljufal, tako da nismo vsi čisti, verjetno da ne, no. V takšnih in drugačnih zapletih je v komediji zaigralo 6 članov in članic gledališča 5 do pol. Pavla Breznika, ki se je odločil prevarati davčno službo, igra Primož Bradač. Ja, zanimivo mi je nekaj novega poskusiti, tudi glede govora poskusiti čim bolj, bi rekel, približati se nekem mestnemu govoru in tako temu pogovornemu jeziku mladih v bistvu, čeprav ni več toliko mlad ta lik, ampak vseeno. Druga stvar pa je, da v bistvu s to prevaro se vse skupaj zakomplicira, se tekom cele predstave v bistvu zapleta in se šele na koncu odplete v bistvu po 2 urah praktično. Na drugi strani se je v vlogi davčnega inšpektorja, ki je pod drobnogled vzel Breznika, dobro znašel Andrej Tomov. On je izkoristil napako na davčni upravi in je vsak let prijavil kakšnega otroka več za davčne olajšave. No in to mu pridem kontrolirati. Prav hitro ugotovim njegove laži in izkoristim za malobezenski zaplet in dam v zameno, kako bi rekel, ne glih v zameno, ampak v poravnavo, da spregledam njegove davčne goljufije, zato ker sem se zaljubil v njegovo bivšo ženo. Vloga Breznikovega služabnika in tudi zaupnika je pripadla Bojanu Žnidaršiču, ki v svojem liku malce v šali pravi: Pravzaprav bi lahko rekel, da to vlogo niti ne igram, ker to sem tudi v vsakdanjem življenju. Služabnik žene in 3 otrok, tako da se sploh ni bilo težko vživeti v to vlogo. Kljub temu se je moral za vlogo Ferdinanda pripraviti. Gradivo ponavadi črpa tako iz izkušenj, kot tudi iz filmov in knjig. Ti nekje vidiš, nekje si predstavljaš, kakšen naj bi bil tvoj lik in potem ga poskušaš čim bolje uprizoriti. Sicer imaš lahko nek ideal, kako naj bi to izgledalo, ampak ko vidiš, da tebi ne odgovarja, ga moraš pač prilagoditi tudi na osebne potrebe potem. Mislim, na svojo osebnost. Kar 3 likom, starim od 40 do 70 let, je življenje vdahnila Branka Tomov. Igram pa madam, ki ima hišo manekenk, stara 40 let. Igram mamo od glavnega lika, ki je stara 70 let, hroma, in igram sestro od mame. Usklajevanje 3 različnih likov v eni igri ni težko, pravi. Zato, ker se lahko improvizira. Zato, ker je igra v igri. In tisto, kar je, ko mi igramo, ki je inšpektor, ker igramo takrat, lahko improviziraš. In je fajn. Jaz pa rada improviziram veliko lažje, kot se nekaj na pamet učiti. Tako da je fajn, odlično je to igrati. Člani in članice Ivanškega gledališča 5 do pol sicer enkrat na leto poskušajo premierno uprizoriti izbrana dela, a je včasih temu težko slediti, saj imajo mnogi izmed njih obveznosti tako doma kot v službah. Po kakšnem ključu pa se odločajo, katero predstavo bodo postavili na oder? Prvo mora biti meni kot režiserju všeč, in če mene pritegne in ko delo prebiram, moram videti noter igralce. In ko jih vidim noter, rekel vsaj polovico, potem je to, in če še igralci rečejo, to je to, potem je to, Ljubitelji gledališča iz Ivančne Gorice imajo sicer okrog 20 nastopov letno.